Jaz sem Urša, prihajam iz Nove Gorice, trenutno študiram wellness v Mariboru. To je pa moj fant Uroš, ki prihaja iz okolice Celja. Na nagradni natečaj sem se prijavila z željo, da spoznam Izolo še na boljši način, odkrijem njene skrite kotičke, saj se v Izolo zelo rada vračam in upam, da bo nekoč tle tudi moj dom. Ker sva prišla že dan prej, sva si v Izoli ogledala tudi arheološke najdbe Rimljanov v Vili Maritimi, prav tako pa nam je v sobi čakala manjša pogostitev s svežim sadjem in vodo. Evja. Čau. Dobro jutro. Urša. Sanela, me veseli. Hvala, enako. Čau, Uroš. Končno. Sem komaj čakala, da vas srečam. Kako sta? V redu, z vami? Dobro, tudi. Od celotnega dneva pričakujem to, da se bomo imeli ful fajn, da se bomo kaj novega naučili, spoznali skrite kotičke Izole in upam, da bomo tudi kaj dobrega pojedli. Sedaj vaju pa povabim na našo prvo, bom rekla, bolj aktivno dogodivščino. Gremo namreč proti veslaškem centru. Tako da nas tam pričakujejo, no sovpada pa z jutrišnjo regato. Namreč Veslaški klub Park organizira jutri regato in bo pravi vrvež danes tam. Imam prednost, jaz sem Igor. Urša, veseli? Ja, vrač, Igor. Urša, što se bom pa zapomnil? To me najbolj skrbelo. Imamo eno presenečenje noter, imamo sam fitnesa, ampak... Imamo še veslarno, to je v bistvu bazen, kjer lahko veslamo na kopnem. Gledalci pravijo, da mi je šlo dobro, sicer meni se noter v čovnu ni zdelo nekaj najboljše, ampak me je moj učitelj zelo dobro motiviral in postavljal informacije, kako naj se obnašam oziroma kam naj dam vesla. Tako da skupnimi močmi sva se lepo zavrtela v krogu in pa prišla tudi nazaj do cilja. Super je bilo. Zdaj se približujemo tržnici, kot poteka moja običajna sobota. Grem na tržnico, v ribarnico. Je pa ena specifika tle v Izoli, da imamo dve tržnici. Tukaj so res samo domačini, ki pridelajo kot zase, seveda in kar ostane. Pridejo sem dvakrat na teden in dobimo dobrote direktno na tržnici. Dobar dan. Buongiorno, signorita Bertacco. Kaj vam nam lepega povemo? Kaj imate vi, gospa? Imate ponavadi zelo dobro oljčno olje, ne, vaše? Deviško oljčno olje. Recimo to naše, to je iz 13-14 vrst različnih olj. To ni recimo samo belica, je tudi lečino, maurino, pendolino. Za peče imamo. No, za peč mora vsako olje. Če je ta pravo. Ja, če je ta pravo, mora za peč, mora biti pikantno. Vidim, da imate tudi vložene, veste kako so dobre, ste že poskusila? Vložene melancane. To se dela po glavnem poleti, ko je močno sonce. To se tako posušijo, da vso vodo povlečejo ven. Ta čas pripravimo peteršilj in česen in z olivnim oljem to zalijemo. Vidim, da ima gospa por, tako da vzamemo še por tukaj. Hvala lepa in pridite še kaj, ne? Smo tle ob sredah in sobotah. Vsekakor. Dobro, nasvidenje, srečno.
moj ribič pa je že pripravljen. Danes bomo pa kupili ribice kar direktno pri ribiču. Čau Daniel Košak. Dobar dan. Danes imamo manj za vas osliče, 2 lastovki in ostalo so ribone. Jaz sem si zamislila v pečici. No, Kaj mi predlagaš? za v pečico je najboljši oslič, lahko pa tudi te 2 lastovki, ne? Ulala. Čau, Daniel. Čau. Čau, Zrejca. Čau. Kaj pa hitle? Danes imam 2 gosta in se ravno menim, da bom nabavila par ribic, da skuham. To bom vzel jaz. To gre v gostilno. In kam bom vzel? Kaj imaš še kaj? Ne. Jaz sem kupila že zelenjavo, da naredim. Kaj pa če to naredimo v gostilni, pa te rešim gostov? Ni slaba ideja, ni slaba. Za? Kaj se strinjam? To je bilo super, ja. Je okej? Ajde. Dobro, da je izmenjeno. Hvala. Daniel, okej? V redu, dogovorjeno. Dobar dan, lep pozdrav, čau, dobar Matej. dan, kako je, zdrava družba? Lepo te videti. To sta pa moja gosta, veš? Urša in Uroš. Odlično, me Danes veseli. gosti, mi ne moremo mimo Mancijolja, ne? Absolutno, super, me veseli, dobrodošli na Mandzioljev trg. Hvala. Moram najprej povedati, da je to najstarejša lokacija v Izoli oziroma najstarejši trg, istoimenska palača. Jaz pa imam veliko sreče, da sem tukaj danes kot vinar oziroma da moja družina tukaj domuje že 15 let, namreč mi se ukvarjamo z vinogradništvom, ne? Uživajte in mi vam danes to z velikim ponosom predstavljamo. Hvala. Pardon, se upravičujem, najpomembnejši del sem pozabil. Nazdraviti z vami. Na zdravje. No, družba, nahajamo se v starem mestnem jedru in pred nami je megastično doživetje. Dobrodošli pred Izolano, lahko vas lepo povabim notri, pa boste spoznali v bistvu, kaj boste vi danes počeli oziroma kakšno skrivnost boste odkrili. Danes niste tukaj samo zato, da bi spoznali muzej. Muzej boste seveda tudi spoznali, predvsem ste pa prišli na odkrivanje pozabljene izolske skrivnosti. Odlično, odgovorili ste pravilno na prvo vprašanje. Zdaj vas čaka pa še 10 vprašanj, tako da vas kar povabim na pot. Jaz vam na tej točki zaželim srečo in vidimo se najverjetneje v kratkem, če boste pridni. Žal je v mojih časih še nisem mogel občudovati, zato pa danes veselje pokažem vam. Tako. Imamo tam industrija, pol tukaj pred manj. Ja, se strinjam. Koga najdete, rešite zapisano uganko. Naše popotovanje gre v smeri proti hotelu Marina, to je tja. 3, 4, zdaj. Zdaj moramo ugotoviti, v katero smer neba, torej na desni, izseki izolskega statuta. Tukaj je ta vrt botanični, ne? Dobro si oglejte pročelje cerkve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. To! Odlično, Bravo, bravo, hvala. Tu je ena. Tle je ena. 6, 7, 8, 9, 10. V zgodovino sem se zapisal kot pustolovec. Sanela, Ojojoj, že! to je tisto, kar si lovila danes. Perfektno. Kaj se vam Štima? zdi? Wow. Odlično. Hvala, Alen. Dobro izgled. Wow. No, tako kot je rekel Alen, čisto sveže. Zjutraj smo videli v morju še plavalo, ne? Zdaj je že na krožniku popoldan, ne? Dober tek. Smo se najedli, zagotovo je bilo fino vsem in od tu naprej nadaljujemo pot, zdaj spet malo bolj aktivno.
Tako da se poslovimo. Hvala, da ste bili z nami. Hvala za družbo, za zmago. Hvala ti. Se vidimo doma kasneje. Prav? Čau, hvala. Čau. Tamara in Mateja. Čau. Skupaj bomo šli do Vište in bi kar štartali, ne? Še malo se požalil. Čakaj, malo, prosti. Ali je tudi vedno z nami, kar gremo, ja. Mogoče najdemo še kakšno špargljo danes. Imate rada šparglje divje? Mi o šparglih in špargelj je tle. Evo Si ga ga. našla, bravo. Lega Urša še enega. Oma, danes bo frtaja, se meni zdi. Evo, le, jaz sem našla še 3, lih prav, za vsakega bo eden. In lahko tukaj kar tako sveže pogrickamo, ker so zdravi, za sečila, ne? So bile boljši ribe prej. Smo prispeli, družba, poglejte Izola na dlani. Danes poteka v Izoli pomol okusov, znana prireditev, kjer se ponudniki predstavljajo, lokalni seveda, bodisi vinarji, domače dobrote. Kaj pravite, če stopimo danes še na pomol? Kdo lahko reče dobri hrani, ne? Tako da ja, se strinjava. Super, me veseli. Zaključek dneva, tako čudovitega, jaz se vama res zahvaljujem za lep preživet dan. Vama vsi skupaj poklanjamo še eno lepo dogodivščino za zaključek te pravljice, bom rekla. In sicer, da doživite Izolo tudi z morja. Zapeljali se bomo do Belih skal, to je ena taka tipična točka in jo vsi Izolani dobro poznamo. Tja se odpravimo poleti na kopanje. Uživajmo še ta trenutek skupaj. Hvala, da sta bila z nami. Draga Urša, za čisto konec imam jaz eno darilo zate. Namreč, danes je mogoče opazila na moji prijateljici Mateji eno tako majico posebno in koša. Pri nas v Izoli, če rečeš komu koša, bomo vsi vedeli, zakaj gre. Upam, da boš majčko nosila s ponosom in ti jo izročam. Hvala. Glede na jutranja pričakovanja je dan definitivno presegel ta pričakovanja in je bil res nek skupek nepozabnih doživetij. Ful dobro smo jedli, malo smo se sicer tudi namučili vmes, ko smo šli na Višto, ampak je bil razgled vreden vsega truda. Spoznala sva ful novih oseb, tako da nova poznanstva definitivno. In vse skupaj ful fajn je bilo
in bi priporočala še komu, no, da na tak način z domačinom obišče Izolo in jo spozna oziroma spozna njene skrite kotičke. Top moment danes meni osebno je bil definitivno zaključek, se pravi vožnja z barko in pač ogled sončnega zahoda. Sanela je bila res odprta, pač meni se od prvega momenta zdelo, da naj jo res vzela za svoja, tudi tako, ko naj jo je povezala z familijo in vsem skupaj, pač jaz se res, zdaj se počutim pač del njenega tega kroga prijateljev za reči, tako da res je bilo res pristno, domače in nepozabno. Pač nikoli nisem še dobila takega občutka z nobenim turističnim vodičem, da bi se res ti posvetil 100%, tako da je to neka butično doživetje in izkušnja. Ob zaključku današnjega dneva lahko rečem, da sem se imela zelo, zelo, zelo lepo. Za Uršo in Uroša smo skupaj pripravili, jaz mislim, nepozaben dan. Enako nepozabno sem ga preživela tudi sama, tako da mislim, da bosta Izolo zagotovo ohranila v čudovitem spominu. V vlogi vodičke sem se počutila fantastično danes, tako da že pripravljam naslednje izzive za tistega, ki si bo upal prijaviti in upam, da vas bo čim več. Tako da se vidimo v Izoli.